Lep pozdrav vsem skupaj, Aleksandar Šinig je tukaj. Javljam se vam iz West Palm Beacha na Floridi, kjer začenja jutri 6-dnevni seminar, delavnica Date with Destiny in ponovno sem senior leader pri Tony Robbinsu, enemu največjih motivatorjev, govornikov za osebnostno rast. In seveda sem hvaležen, da lahko pridobivam znanja, da lahko pridobivam nove priložnosti, s katerimi služim seveda potem tudi študentom doma in po svetu. In tukaj imam danes za vas eno zanimivo vprašanje in to vprašanje je, kaj je tisto primarno vprašanje, katero vprašanje si v resnici postavljate non-stop. In zdaj, ko bom se vrnil domov, seveda je moja ideja, da nekaj več teh znanj, ki jih že zdaj dajem v okviru NLP praktika, mojstra praktika coacha, praktika hipnoze in mojstra praktika hipnoze, že zdaj jih zraven dam, tako da v resnici ljudje, ki pridejo k meni na delavnico NLP, ne dobijo samo NLP tehnike, temveč tehnike, ki jih je Tony Robbins izpopolnil, ki jih je Tony Robbins obogatil, dodal, spremenil in jih tudi danes uporablja na svojih študijih. Namesto, da boste prišli na Florido, namesto, da boste šli v Avstralijo, ne vem kam, da boste lahko ta znanja dobili doma, v Ljubljani, v Mariboru in seveda izboljšali vaše življenje. In zdaj vprašanje, ki sem ga prej postavil je, kaj je vaše primarno vprašanje? Kaj je vprašanje, ki si ga postavljate zato, da dobivate rezultate na kateremkoli področju? Če vzamete recimo področje karijere ali pa področje odnosov, področje zdravja, kaj so vprašanja, ki jih imate? Kajti ta vprašanja, ki si jih nenehno postavljate, in ponavadi je eno vprašanje, ki si ga nenehno postavljate, vpliva na to, kako se vi počutite. In če imate slabo vprašanje, v resnici dobivate slab odgovor pomeni slabo počutje in slabo počutje na koncu vodi v to, da nič ne naredite. In če nič ne naredite, ni rezultatov. In recimo, če vam dam nekaj primerov slabih vprašanj, recimo, da je oseba zaključila nek zahteven odnos, odnos, kjer ni bila najbolj zadovoljna, se lahko sprašuje, kaj se je naredila narobe. In če se to vprašanje skozi sprašuje, kaj oseba naredi v svoji glavi, gre nazaj in ponovno doživi tisto izkušnjo, preizkušnjo, ki ni bila všeč, ki v resnici je prinesla bolečino ali pa neko slabo stvar. Včasih se ljudje vprašajo kot primarno vprašanje, ki si ga postavljajo non-stop, zakaj lih meni se to dogaja. In potem seveda, ko začnejo odgovarjati na to vprašanje, zakaj lih meni, dobijo slab odgovor in so slabe volje. In če se ljudje postavljajo to vprašanje vsak dan, iz dneva v dan, v resnici posledično to prinaša nekaj, kar je v resnici ne samo slaba volja, temveč tudi bistvena neaktivnost. Torej, pomislite samo to, kaj bi radi uresničili, ker to bi rad vam danes podaril, vam danes dal in to smo se danes mi ukvarjali s tem, kajti jutri nas bo obiskalo 4500 študentov, ki bomo jim pomagali narediti preboje, premike in tako naprej skozi teh 6 dni delavnice. Mi smo že 3 dni tukaj zdaj zbrani, vidite, da se marsikaj že dogaja, marsikaj premika. Danes sem tudi spoznal študenta, ki je leta 1988, pazite to, 1988, marsikdo izmed vas sploh še ni bil rojen. In če me slišite, pa če me vidite, samo napišite mi en komentar, samo toliko, da vidim, da se sliši, da je vse okej, da ste z mano, da vem, da me poslušate, da mi sledite. No in sem spoznal nekoga, ki je leta 1988, ko vi še niste bili rojeni, marsikdo izmed vas, bil na delavnici Date with Destiny od Tony Robbinsa in na tisti delavnici Date with Destiny, ki je potekala v dnevni sobi od Tony Robbinsa, je bilo 42 ljudi. To, če zdaj pomislite, ker letos je 30-letnica tega seminarja, 30 let, odkar Date with Destiny obstaja, odkar Date with Destiny izvajajo, je iz 42 prišlo na 4500. To, če pomislite na to, nekdo je začel v dnevni sobi, Tony Robbins, in danes ima 4500 študentov, ki so iz vsega sveta. Pomeni, ena izmed stvari, ki sem napisal na eni izmed postov, je bila ta, dajte biti vztrajni, dajte biti fokusirani, dajte vztrajati, da boste v resnici uresničili te vaše cilje, ki bi jih radi. In če pogledate v 30 letih, kaj se zgodi, lahko imate ogromno študentov, potencialno posledica tega, da vlagate vase, da se izboljšujete in tako dalje. Sem mislil, da bom šel po teh
premičnih stopnicah v zgornje nadstropje, očitno ne bom mogel, bomo iti na drugi strani. Zdaj, če vam dam malo zakulisja dogodka, mislim, tukaj se morate zavedati, kako je to velik organizacijski zalogaj. Mi dobimo seveda zelo jasna navodila, kako lahko nekomu pomagamo, kaj delamo, da suportiramo skozi ljudi, gremo tudi skozi vprašalnike, ki so ljudje oddali, vse kup ljudi v resnici tukaj doživlja neke težke premike, preboje. Imeli smo recimo nekoga, ki je recimo na robu samomora in bi rad to naredil, in zaradi tega seveda se mi zdi pomembno, da smo tudi mi tukaj prisotni kot ekipa, kajti Tony Robbins ne more vsem govoriti, včasih reka še mimo njega in je lahko naša naloga ta, da jim pomagamo narediti transformacijo, včasih ne razumejo gradiva, tukaj seveda ne morejo dvigati roke in reči Tony, da prosim, če še enkrat razložiš to snovo, in to je naša naloga, da seveda pomagamo, in seveda zjutraj, ko se razdelimo manjše skupine, v resnici imamo možnost, da tudi jih bolj osebno spoznamo. Zanimivo je to, da je z mano letos en lastnik košarkaškega kluba, nemškega kluba. Jaz sem napisal, kjer jezike znam, in sem napisal seveda italijansko, špansko, hrvaško, srbsko in tako, in sem tudi nemško napisal, kajti nekaj časa sem celo delal v Nemčiji. Ne vem, če veste, da sem bil na praksi v podjetju Coca-Cola in tam delal in izmenjavi, in to je bilo v vzhodni Nemčiji, ker v resnici takrat niso znali ljudje kaj dosta nemško in samo govoriti nemško. No, in jaz seveda napišem German in napišem seveda bolj, da je ok, ne. No, in zdaj sem dal v nemško skupino, tako da moče bomo ok še po nemško govoriti, in hvala Bogu, da imam NLP praktik in praktik hipnoze v Mariboru, kajti potem lahko govorim, ker zdaj Štajerci res obvladajo nemščino. Zadnjič so mi celo rekli, kako se že reče, da se reče vlaku, nek čuden izraz so rekli, že vlak, ne, železniška postaja, nekaj prav, nekaj tako trdo je zvenelo, nekaj rečemo železniška postaja, oni so pa rekli, ne sem prav pozabil, če kakšen Štajerski ve, kako se reče, ta železniška postaja je prav nenavadno, no, tako, mislim, zanimivo, no, mi je bilo. No, tako zdaj bomo vajeti malo moje nemško, Guten Morgen, Guten Tag in tako naprej, ne. Ich bin Alexander, aus Slovenien in tako dalje, tako da mislim, da bo to nekaj zelo zanimivo, kako ima jaz te razna tehnika NLP-ja, kajti dosti ljudi sploh ne ve to, da vse, kar Tony dela, oziroma Tony Robbins počne, je v resnici NLP in različne oblike NLP-ja, in dostikrat je tisti, ki so končali NLP praktik, mojster praktik in NLP coach, in je v bistvu lažje slediti, da se sploh razumejo, kaj on dela v ozadju, kajti včasih prije ljudje skozi ta proces naredijo neko transformacijo, če hočejo to uporabiti na drugih ljudeh, v resnici nimajo, ne razumejo procesa, ki se skriva v ozadju. Tako da je tukaj ena velika prednost za vse tiste, ki ste naredili že, pa spoznali ta NLP znanja. Vreme smo imeli predvčerajšnjim fantastično toplo, danes je malo bilo hladno, hladno, to pomeni, da še zmerno smo lahko v kratkih rokavih zunaj, ni pa takih strašne vročine, da bi človek se grozno potil. Da ne govorim, kakšno je noter. Noter je Sibirija. Ena izmed stvari, ki je Tony propagira, je to učenje v hladu oziroma v bolj mrzli klimi. Zakaj on to počne? Zaradi tega, ker takrat ljudje v resnici ne spijo, in to je ena stvar, ki se na Tony Robbins delavnicah v resnici ne dogaja. To je, spanja je zelo, zelo, zelo malo, še posebej za nas, ki delamo. Mi moramo biti vsaj 1 uro, 2 uri prej tukaj, kot so študentje, in na koncu moramo biti tudi nekaj časa kasneje tukaj. Dajmo se vrniti k temu, ki sem začel prej govoriti, in to je to primarno vprašanje. In to je primarno vprašanje, je to, kar se skozi sprašujete. Primeri slabih primarnih vprašanj je seveda taka, ki so težko dosegljiva, pa težko dostopna. In recimo, če se nekdo sprašuje, zakaj lih jaz, ali pa zakaj se lih meni to dogaja, ali pa kaj sem jaz slabo naredila, potem začne se vrteti v nekih ciklih. In pride ta začaran krog, in ta začaran krog v resnici pomeni to, da oseba ne najde rešitve, ne najde odgovora. Zakaj lih jaz, zakaj lih meni, ali pa zakaj se to meni dogaja, ali pa kaj sem naredila slabega, ali pa kako sem tako neumna, ali pa kako sem tako neumen, ali pa kako bi lahko to popravil, v resnici me vse vrača nazaj v preteklost, namesto da bi se usmerila v sedanjost in prihodnost.
Če vam dam neki primer dobrih primarnih vprašanj, kako lahko v tem trenutku uživam, služim ljudem, pomagam ljudem, da izboljšajo svoje življenje. Kako lahko uživam z družino, ko pridete domov in se to vprašate, kako lahko uživam z družino in jim pričaram lep čaroben večer, še čaroben trenutek. Kako lahko s hvaležnostjo opravljam svoje poslanstvo in pomagam čim večjemu številu ljudi. Kako lahko postanem najboljša verzija same sebe in delim mojo zgodbo in pomagam svetu, da se še izboljša. Vedno pomislite na to, kaj bi bilo vprašanje, ki bi bilo vaše glavno vprašanje. Da v resnici prva stvar, ki pomislite, je na to vprašanje. In recimo, verjetno ste opazili, kje je moje primarno vprašanje. Moje primarno vprašanje je lepo zdrav vsem, mislim, da je Đurđa napisala, lepo zdrav Đurđa, lepo zdrav vidim Mirjam, Maja. Napišite kakšen komentar, napišite kakšno stvar, tudi kakšno vprašanje, ki ga lahko z vami delim tukaj. Moram reči, da spet vedno znova imam to pomislek, ne, da ob vsej gužvi, pri vsem delu, ker veste, da sem recimo tudi za leto 2019 že skoraj razprodan za celo leto, a ne grem spet na Tony Robbinsa. Zdaj hodim že od leta 2005, pomagam, delam, žrtvujem svoj čas. Verjemite mi, da to je zelo naporno. Prvi dan sem šel res na plažo in se kopal, ker je fantastična voda in tudi res je bilo toplo, sem zdaj kot poletje. V resnici smo mi notor zaprti v tej dvorani, študenti lahko grejo ven, kadar hočejo, mi moramo biti tukaj in pomagamo in tako. In verjemite mi, da sem se 2 dneh spet ogromno naučil, jaz si pišem zapiske, dobim neke povezave, stvari, ki jih prej lani nisem slišal, predlani nisem slišal te stvari, ki sem se zdaj naučil. Tako da jaz sem fasciniran, kako lahko v resnici človek napreduje. In moje vprašanje je primarno, ali pa vprašanje, ki se dosti postavlja na področju karijere je, kako lahko ustvarim še boljše izkušnje, kako lahko še bolj lažje, hitreje pomagam mojim študentom, mojim klientom, da naredijo nek preboj, da naredijo nek premik, da se naprej premaknejo. Tako da v resnici vas vabim, da se vprašate, katero vprašanje si postavite in vam ne služi, ker zaradi tega ste tam, kar ste zdaj, in katero bo tisto vprašanje, ki bi si ga radi postavili in vam bo koristilo, da boste naredili en velik preboj. Čestitke vsem, lepo zdrav Tatjana, lepo zdrav Maja, hvala, ker si delila to z nami, kajti v resnici ena izmed stvari, ki delamo na hipnozi in ki začenja zdaj v 16. če se ne motim, 16. januarja v Mariboru, je to, da se učimo, kako spreminjamo notranji svet. In recimo, ne vem, če veste, Tony Robbins tudi uporablja vse kup hipnotičnih tehnik in jaz bom eno izmed Tony Robbins tehnik uporabljal, seveda, ko bomo brisali preteklost, ko bomo spremenili pogled za nazaj. Mi vemo, da preteklosti ne morete izbrisati, vemo pa to, da v resnici lahko s tem, ko spremenite pogled na preteklost, ko spremenite več zemljevid sveta, si več upate, več zmorete in zaradi tega tudi je sedanjost in prihodnost lepša. Danes sem njih dal, ne vem, če veste, da nastaja nova knjiga, oziroma je nastala, danes je šla k oblikovalcu, lektorica je pogledala čez in je pri oblikovalcu in se pripravlja, da bo v resnici konec tedna se tiskala, upam, no, to je zdaj načrt, da jo boste dobili v Mariboru, da vas presenetim, tisti, ki pridete na ta poseben večer. To bom nekaj pol drugačnega, kar še nisem nikoli naredil in sicer mislim, da je ponedeljek 17. decembra zvečer v Mariboru bom govoril malo o hipnozi in predvsem o tem, kako lahko vi hipnozo uporabite v vašem življenju, kako lahko hipnozo uporabite za to, da spremenite več notranji svet in predvsem bom seciral neke zanimive tehnike, recimo, kaj bom naredil, bom vzel en segment hipnoze, ga bom demonstriral tam in vam potem razložil, kaj to prinaša. Kaj ti rad bi to naredil na tak način, da bo v resnici, da bo hipnoza dostopna vsakemu človeku. Namen knjige, ki jo boste dobili, Hipnoza 1, moč nezavednega uma, ki jo boste lahko kupili na tej delavnici, je to, da boste v resnici da približam hipnozo vsakemu človeku, da boste lahko nesli domov knjigo in rekli, lej, draga babica, dragi oče, draga mama, dragi sin, draga sestra, tukaj je hipnotična knjiga, preber si, kaj počneš dobro, kaj počneš narobe in kako lahko to, kar počneš dobro, še povečaš in to, kar ne počneš tako dobro, zmanjšaš. To je vrnem se k temu, kar sem začel, kaj je vaše glavno vprašanje, kaj je vaše primarno vprašanje. Spremenite ga tako, da vam bo služilo. In moje primarno vprašanje je, kako lahko to še izboljšam, kaj lahko naredim še boljše.
In težava tega primarnega vprašanja, ki ga zdaj slišite, je, da jaz v resnici nikoli nisem bil zadovoljen. Tudi moje sodelavke so mi večkrat rekli, Aleksandar, vse smo tako dobro naredili, ti si pol našel eno pikico tam. Jaz sem skozi iskal, kje smo lahko še boljši. In sem ga spremenil in izboljšal to, kako lahko uživam v tem trenutku, kako sem lahko hvaležen za to, kar smo zdaj naredili, kako sem lahko hvaležen za to, kar smo zdaj zmanifestirali in kako lahko naslednjič to še izboljšam. Tako da v resnici popravljam in vidim, kaj se jaz sprašujem, da sem slabe volje, kaj jaz v mislih delam, da mi v resnici ne koristi in kako bi lahko delal nekaj, kar mi bi mogoče potencialno bolj koristilo. Tako da bom hvaležen, če boste mi kaj napisali. Kot sem že rekel, to bo presenečenje, bonus, darilo za vas na praktiko hipnoze v Mariboru oziroma NLP praktiko v Ljubljani, ko imamo 1. februarja začnemo NLP praktiko v Ljubljani, boste dobili iz prve roke od Tony Robbinsa nova ideja, nove koncepte, ki smo jih zdaj predelovali ta 2 dni, preden začnemo sploh z uradnim študijem Day to Destiny o primarnih vprašanjih. To bo moje posebno darilo, tako da se prijavite in veste nekaj, da ko boste prišli na NLP praktik, ne boste dobili sam znanje NLP-ja Richarda Bandlerja, NLP v bistvu šole, temveč boste dobili tudi cel kup idej in konceptov, ki jih Tony uporablja in jaz mislim, da to je neka najboljših investicij, ki jih lahko naredite v življenju. Jaz vem nekaj, da zdaj investiram v znanje, da recimo zjutraj, ko se vozim, sem en tak simpatičen avtič najel za par dni, da bom lahko čim prej doma zvečer. In se vozim zjutraj, recimo poslušam podcaste, zvečer, ko končamo pozno, poslušam podcaste, se učim, izobražujem, investiram v moje znanje in tudi vi dejte to početi. Investirajte vase, investirajte, da postanete kar se da najboljša verzija vas samih. In še ena stvar se moram pohvaliti, ker me sprašujejo ljudje, v resnici smo imeli zdaj kar nekaj akcij in smo imeli eno simpatično akcijo, ki jo bom delil tudi z mojimi 5-tier študenti, kako smo v resnici prodali nekaj coaching online paketov v tujino, v ameriški trg in tako in zdaj še vedno nismo še daleč od tega, kar bi si želeli finančno. Sam sem hvaležen, da se nekje, kot bi recimo rekel, sem se malo dahnil in se nisem toliko pritiskal v to. Včasih je, ko preveč pritiskamo ali pa si nekaj preveč želimo, da ustvarjamo negativno čustveno stanje. Negativno čustveno stanje ne prinaša rezultata, ki bi ga radi. In zato je fajn, da se umirite. In ko sem se umiril, je nekdo prišel, ki mi je dal fantastično, genialno idejo in ta ideja v resnici mi je dala zdaj, mi je odprla vrata. In to je ta ideja, ki v resnici dosti koristna, je ta, da ne ljudje malo potestirajo nekaj, da vidijo, kako je dobro in šele potem plačajo tisti velik znesek in tako dalje. In to smo naredili skupaj z nekim posebnim programčkom na internetu, na spletu in dobili nekaj tujih klientov. Pomembno se mi zdi to, zakaj vam to razlagam, je, da vztrajite. Ker jaz recimo sem bil včasih pol slabe volje, sem rekel, joj, ta ameriški trg je tako počasi, kaj se mi pa mudi, saj imam čas. In postavljate si dobro vprašanje. To, kar sem danes rekel, to primarno vprašanje je zame ena ključnih stvari v življenju. Če boste srečali nekoga, ki je nesrečen, slabe volje, nima rezultatov, ki bi hotel imeti v svojem življenju, boste našli nekoga, ki ima v resnici zelo slabo primarno vprašanje. Če boste srečali nekoga, ki je srečen, dobre volje, ki dobiva rezultate, ki jih hoče v svojem življenju, boste našli nekoga, ki ima odlično, dobro, fantastično, fascinantno, inspirativno, pozitivno primarno vprašanje. To je vprašanje, ki si ga postavljate. Tako da, če imate kakšno vprašanje zame, jaz sem tukaj zdaj za vas, z veseljem še kaj povem, kaj odgovorim. Mi je v veselje, da sem se javil. Tisti, ki še niste prijavljeni, vas vabim, da boste prišli na NLP praktik, ki začenja v Ljubljani 1. februarja oziroma na praktiki hipnoze, ki začenja v Mariboru 16. januarja. To je vse po novem letu. In pripravljam še dve simpatične stvari. 2 online tečaja, to sta certificiran vodja in certificiran mojster prodaje. To bojo vsi online za vodje, za tiste, ki se ukvarjajo s prodajo. In druga stvar je mastermind skupino, ki bi rad povabil podjetnike, ljudi, ki bi radi bili podjetniki, naredijo nek velik preboj v letu 2019. Tako da mi pišite mi
Hvaležen bom za vaše vprašanje. Zdaj pa se dajte 3-4 minute za razmislek. Kaj se jaz sprašujem v življenju na področju karijere, da imam to, kar imam? In kaj se sprašujem na področju odnosov, da imam to, kar imam? Kaj se sprašujem na področju zdravja, da imam to, kar imam? Ker doskrat ljudje na področju zdravja, ko odlašajo, recimo, se vprašajo lahko vprašanje, ki je nekoristno, je to, kako lahko še malček uživam in prestavim to na jutri. Kako lahko to jutri naredim? To je slabo vprašanje. Vi veste, da edina stvar, ki je resnična, je danes. Jutri ni resničen, ker še ne veste, če bo ali pa ne bo. Tako da vam želim en lep čaroben dan. Se vidimo z večino izmed vas, ker vem, da je kar nekaj že prijavljenih, kupljenih kart, prodanih kart za ta lep večer v Mariboru, ko bomo, mislim, da v Narodnem domu in ta dogodek bo potekal v ponedeljek 17. decembra. Takrat bom malo seciral v hipnozo, nekaj, kar še niste slišali in vas vabim, ker je investicija v to je res minimalna in mislim, da boste lahko tudi tam kupili prvič mojo knjigo Moč nezavednega uma oziroma Hipnoza prvi del. Hvala lepa, ostanite v cvetju, jaz pa grem zdaj naprej, ker se pripravljamo. Jutri nas čaka 4500 ljudi iz vsega sveta, mislim, da je več kot 80 držav in zdaj, jaz sem zdaj letos lani samo ruska skupina, ker pojma nimam ruščine, letos sem dal nemško skupino in v resnici vas vabim, da ste v soncu, da ste fajn in zdaj po nemško bom kar rekel auf Wiedersehen, tschüss, kako še reče že gute Nacht, ne? In tako naprej. Zdaj, malo mi pomajte, ker vem, da ti štarci znajo tako dobro nemško in to je verjetno kot prena italijanščina, ne? Jaz sem mu malo pomartati, ker tako smo zdi, da je to malo švajsanje, ta jezik malo švajsan. Ja, ok, auf Wiedersehen, uživajte, hvala lepa, je bilo čas, da sem vas lahko pozdravil in se že veselim, da se vidimo v Mariboru, Ljubljani in da boste leto 2019 naredili preboj. In pa ste nekaj, mislim, ni boljše investicije, kot je investicija v znanje, ni boljše investicije, kot to, da spremenite vaše življenje. Jaz vam povem, da to je neprecenljivo in se ne da z nobeno stvarjo primerjati. In ko boste prišli na delavce, ko boste dobili te bonuske, ki vam dajem zdaj, recimo ena stvar, ko bomo dejansko se fokusirali, in to sem prav odločen, da bom počel zdaj v Mariboru na hipnozi in na NLP praktiko v Ljubljani, je primarno vprašanje. Hočem, da boste šli domov z novim primarnim vprašanjem in da boste s tem primarnim vprašanjem vtipkali Garmin vašega življenja, smer, kamor bi radi šli. Se vidimo, ostanite v cvetju, auf Wiedersehen, tschüss, ne vem, kaj se reče, oni mal cajt so govori, ki sem jaz delal tam, pa ni zdaj mal cajt, ne, verjetno že, ne vem, no, ok, se vidimo, hvala.